zasebni zdravniki smo bili vsi zelo ponosni, da so nas pozvali v teh izrednih razmerah, če lahko sodelujemo. Pozvala nas je tako vlada, kot nas je pozvala zdravniška zbornica in tudi samo iniciativno smo bili za to. Naši kolegi so bili več kot srečni, ko smo se javile in so naj dali tudi na seznam. In kot je dr. Senčarjeva omenila, smo na seznamu obtičale, brez da bi bilo možnost, da bi se to lahko realiziralo. Jaz bi rada poudarila to, da smo vsi zasebniki kot javni zdravstveni zavodi, vsi del javno dostopnega zdravstva. In v izrednih razmerah je bil to nek stres test, da smo lahko dokazali, da temu pač v naši državi temu ni tako. In rada bi rekla, da je pri nas lahko, ker imamo dislocirane ambulante, ker imamo lastne čakalnice, omogočena celo varnejša obravnava bolnikov z ustrezno varnostno razdaljo, z naročanjem na daljše termine. Sami poskrbimo za svojo varovalno opremo, ki nam jo nikoli ne zmanjka, ker mi smo vedno pripravljeni na kakršnekoli virusne okužbe ali bakterijske ali kakršnekoli, to imamo vedno na zalogi. To se pravi, in sami nabavljamo to opremo, to se pravi, ni tukaj nobenih drugih raznih stvari, ki bi lahko prišle nečistosti na plano. Torej, mislim, da je vredno razmisliti o pomoči zasebnikov tudi sedaj po epidemiji, saj se je zaradi tega zastoja, so se čakalne vrste zelo podaljšale in mislim, da bo naša pomoč zelo dobrodošla. Pa še nekaj bi rada poudarila, da bolniki so tisti, ki plačujejo svoje zdravstveno zavarovanje in oni imajo svojo pravico, da si do lastne in izbire zdravnika in ne glede na to, ali prihaja iz zasebnih ali pa iz javnih vrst.